Včasih je živel soldat. Ravno je prišel iz vojske in se je vračal. Nato je srečal staro ženico, bila je čarovnica, odurna in grda. Ker je bil prijazen, jo je odgovoril. Živa čarovnica, so vas upekle koprive? Niso. Dobar dan, kako ste? V onem starem drevetu leži tri vrata in v prvih so en škatla, ki so dinari, bakrami, novčki in v njih čuva en velik pes, ima zelo velike oči. In v drugih vratih ima ena velika skrinja, v koji so srebrni dinari in njih čuva en velik pes, oči samo kot minsko kot, ja. In v tretjih vratih imajo 11 škatlja, v koji so zlatni novčki, dinari, in njih čuva en zelo velik pes, oči samo kot sad Ljubljane. In moraš mi prinesti žigalnico. Ja, kako pa naj to naredim, prijeme ti se požrejo. Izvoli to, ne vem kako se imenuje. Pusti dol in pusti psa dol. Soldat je določila navodila in začel drevo. Najprej je odprl prva vrata in zagledal je psa z očmi velikosti kavnih skodelic. Položil ga je na preprogo, pa se je vkutil in odprl skrinjo. Nato si je vzel veliko bakrenih novcev. Dal jih je vse žepe, kar jih je lahko nesel. Nato je šel še do drugih vrat. Spet jih je odprl in tam ga je čakal pes z velikosti oči kot mlinska kolesa. Odprl je skrinjo, položil je psa na preprogo. Pes se je vkrutil, nato pa je odprl skrinjo. Zaslepili so ga srebrni kovanci in odvrgal je bakrene in vzel srebrne. To pa mu ni bilo dovolj, zato je šel še v tretjo sobo. Dan ga je čakal ogromen pes, velikosti oči kot stolpe Ljubljane. Položil ga je na preprogo, pes se je vkrutil, nato pa je odprl skrinjo. Tam so bili zlati kovanci, vzel je koliko jih je mogel, srebrne pa je vse zavrgal. Kje je škalica? Pozabil sem. Vrnil se je v drevo. Evo, daj mi, kaj vas ne bom naredil. Imaš denarje, daj mi škalico. Govori, prijem ti odsekam glavo. Kaj? Čarovnica je umrla in padla na glavo. Soldat je vzel žigalnik in denar in odšel. Zdaj je bil bogat, nakupil je drage obleke, čevlje, vile, vabil na večerje svoje nove prijatelje, se zabaval, dajal denar revnim, ampak denar je samo kopnil, nič pa ga ni prislužil. Zato mu je malo zmanjkalo denarja. Moral je prodati svoje obleke, sabljo, čevlje, kapo in vse, kar je imel. Prodal tudi svoje vile in stavbe. Nato je se preselil v majhno izbico na koncu mesta. Tam je bil ves žalosten, nobeden od njegovih prijateljev ga ni prišel obiskat. Nato ga je nekega jezibil. Prižgal je vžigalnik. Naredi vse, kar hočeš. Prinesi mi vrečo z zlatnikov. Soldat je bil zelo presenečen. Zdaj je imel denar. Spet ga je začel trošiti. In kmalu ga mu je spet zmanjkalo. Nato pa je od nekega meščana slišal, da v gradu živi prelepa princeska. Hotel jo je videti, a naj bi bilo usojeno, da se bo princeska poročila z revnim soldatom.
je pogled, nekega večera se ni mogel priti. Poslal je psa, princesko in mu jo priprti. Prinesi, princesa. Najprej jo je samo gledal, potem pa se ni mogel priti in jo je poljubil. Zjutraj je princeska vsa navdušena prišla k zajtrku. Jutra, To mlado dame. včeraj sem imela zelo nenavadne sanje. Kakšne pa? Sanjala sem, da me je poljubil soldat in da sem jahala na konju, ki je imel oči velike kot ljubljanski stolp. Kle neumno. Ampak kraljica ni res mislila tega, kar je rekla. Nekako jo je tudi verjela. Zato se je zvečer šla prepričati, ali je kraljična vse to res sanjala, ali pa je bilo vse to res. In res, večer je pa svet prišel in ga odpeljal k soldatu. Kraljica jima je sledila in označila vrata, skozi katera je izginil soldat. Zjutraj so izvedli iskalno akcijo, ampak soldat ni bil neumen, zato je vse vrata označil s križi, da so bile enake njegovim. Naslednje jutro, ko so imeli iskalno akcijo, niso našli pravih vrat, saj so bila vsa enaka. Zato je kraljica počakala še na naslednjo noč. Naslednjo noč je pa spet prišel po kraljično. Je odpeljal. Tokrat pa je kraljica kraljični privezala vrečo zrn in zato so našli pot s soldatovim vratom. Ko sta kralj in kraljica izvedela, kdo je bil ta soldat, sta ga dala obsoditi na smrt. Na sodni dan je bil soldat žrtev. Na to je rekel vajencu, če mu lahko prinese vžigalnik. Najprej se je vajenec upiral, na to pa mu je zagrozil in potem mu ga je le prinesel. Na to pa so rekli, imeli so v tem mestu navado, da obsojenecu pred smrtjo izpolnijo še zadnjo nedolžno željo. In soldat si je zaželel, da bi še zadnjič v življenju pohrabil pipo. Prinesli so mu torej pipo, on pa jo je prižgal. Tistem pa so se prikazali psi. Pobijte vse razen princese! Hitro, hitro! Gremo! Nekaj so se začeli gledati vse na ulici. Ljudstvo se je pa zbalo. Ti boš naš kralj in poroči se boš s princeso. In tako je torej bilo. Vsi so nehali in so šli, na to pa je bila poroka. Kralj in kraljica sta bila mrtva, zato temu nista mogla nasprotovati. Vzameš? Ja. Vzameš? Da. In živela bi srečno do konca svojih. Ampak To ni konec, ne bodo oni živeli še dolgo. Oni bodo mrli.